v našem prostoru, torej doma v Sloveniji in po tujini, mrgoli vseh, ki govorijo o naslednjih dveh čarobnih besedicah, in to je višji jaz. In jaz bi samo vsakega od teh, ki uporablja to besedno zvezo, hotela vprašati, kaj pa je višji jaz. Predstavljam si, da bi na to vprašanje dobila število odgovorov. Poskusno sem že izprašala nekaj ljudi, ki so o tem govorili. Prišli smo do zaključka, da uporabljajo besede, za katere pravzaprav niti ne vedo, kaj pomenijo, oziroma ne vedo, kaj pomeni to, kar opisujejo. Niso znali tega ne opredeliti, ne prepoznati, vsega so se lotevali tako opisno. Kaj pa je višji jaz? Aha, veš, to je tako, si veš, da si dober človek, da si čim boljši, da si čim boljša različica sebe. Torej, prva stvar, ki jo naredijo, je to, da začnejo razlagati, kaj je višji jaz, na način, da začnejo ponujati druge naučene besedne zveze, za katere spet ne vejo, kaj pomenijo. Ko gremo še majčkeno bolj povrtati, to je, če si prijazen, če si pomirjen, če si umirjen, če si zenovski, da razumeš druge, da jih spoštuješ, da razumeš sebe, Ampak, a mi nismo taki po naravi? A ti v življenju ne doživiš in trenutkov, ko ti nekaj ni prav, ko ti nekaj vznemiri, ko te nekaj razburi, in hkrati na drugi strani doživiš trenutke, ko ti nekaj pomiri, ko ti prija, ko ti nekaj paše, ko začutiš tisti občutek globokega zadovoljstva, ko se ti zdi, da se kar vse postavilo na svoje mesto, ko si vesel, srečen, zadovoljen, kot sem rekla, prijazen do drugih. Takrat tudi posledično, komunikativen, za hece. A ne doživiš takih občutkov v življenju? Ja, jih. A jih misliš, da kdorkoli različne občutke doživlja? Stanja, čutenja? Ja, jih. Ali vsi od teh govorijo o višjem jazu, kako postati boljša različica samih sebe? Ali samo tisti, ki uporabljajo te besede zveze in tudi hkrati mislijo in verjamajo, da vedo, kaj to pomeni, samo oni dosegajo neka vzvišena stanja? Pričemer spet bi lahko vprašala, kaj pa misliš, da so vzvišena stanja? Madonna, najbolj vzvišeno stanje, kar verjamem, da ste jih vsi spoznali, definitivno orgazem. Malo se moram hecati, so še drugi. Ni odgovorov, ni vsaj takšnih odgovorov, ki bi dokazovali, da tisti, ki uporablja te naučene trendovske besedne zveze, zares ve, o čem se sploh govori. In kaj je sploh zgodba tega, kaj je ozadje tega? Zakaj? Ker tisti, ki bi lahko govoril, ki resnično ve, kaj bi to lahko bilo, kaj bi to lahko pomenilo, tisti o tem sploh ne govori. Še posebej ne na tak način in še posebej ne s temi besednimi zvezami. Torej, vabim resnično vse, ki poslušate kjerkoli nekaj o višjem jazu, o boljši različici sebe, da vprašate tistega, ki vam to predava, ki vam to vsebino dostavlja, da naj vam točno pove, kaj to je, kako se to izraža, zakaj je to dobro, kako boste od tega imeli korist vi, na način, da bodo od tega potem imeli korist še vsi tisti okrog vas. Hkrati tudi opazujte, kdo to govori. Ali ima ta oseba vse tako zelo dobro postavljeno v svojem življenju, ali je to nekaj, kar uporablja, kar poučuje zato, ker je to njen dohodek, njen vir mesečne plače. In če grem zdaj nazaj na ta višji jaz, bom skušala vsaj približno vam povedati, kaj v resnici bi sploh lahko bil najboljši približek, najboljši opis višjega jaza. To ni to, da se mi trudimo postati najboljša različica sebe in biti prijazen in dober človek in ne vem, kaj to pomeni. Dajmo pa doreči, kaj to pomeni. Da boste danes cel dan ustavljali pred prehodi za pešce. Da boste danes ne bentili nad pasjimi drekci, ne pobranimi, ampak boste šli kupiti pasje drečke, se jim tudi reče, in boste vsak pasji drekac, ki ga boste videli na poti in ni bil pobran, pobrali vi sami in ga odvrgli v koš. In se boste počutili odlično, ker ste bili višji jaz, najboljša različica sebe, dober človek, spoštljiv do narave, razumevajoč do drugih in boste vi pobrali tisti drek, ki je ostal nepobran za prejšnjim skrbnikom in njegovim kužkom, ki sta šla mimo. Skratka, primere bi lahko nizala v nedogled. Kaj pa se resnično skriva za tem višjim jazom? Čeprav jaz temu nikoli ne bi tako rekla, ampak če bi ga že morali opredeliti, najboljši približek, če se sploh samo potrudim povedati, kaj to sploh bi lahko bilo, je to
elektrika, energija. Mi, višji jaz, že vsak dan smo, ker smo del elektrike, energije, ki nas napaja in ohranja pri življenju. Bolj, ko se tega zavedamo, bolj, ko to cenimo, bolj, ko to spoštujemo, bolj, ko čutimo ta blagoslov, da smo pripeti na elektriko, bolj, ko sodelujemo z njo, jo upoštevamo, takrat bi približno lahko rekli, da smo višji jaz.